natančno in ideološko kiparsko produkcijo in tega, kar pravzaprav danes pomeni v sodobni umetnosti legitimizirano umetniško produkcijo. Poleg tega ne glina je neutralni material. Neutralni zaradi tega, ker tudi nima v tem trenutku nobene bistvene tržne vrednosti. Torej, osvobojen material od vseh konotacij, ki jih lahko prinese že sam materialna izvedba v umetniško delo danes. Torej, po svoje pozorila bi tudi, in tukaj sem mogoče že kar navezala na temo letošnjega bienala, ki je, torej, Biče že izbrala za temo Illuminations, iluminacion v italijanščini, slovenščini, ki je tujka, so to kar iluminacije, ne? In tukaj imamo ta, torej, lumen, in tukaj imamo pač nacije in nekako, kar taka humanistična, idealistična želja, za vsem tem stoji, da naj bi bila umetnost tista, ki bi v globalni družbi še vedno omogočila povezavo, komunikacijo med različnimi narodi. Poleg tega pa iluminacija kot razsvetljenje v smislu, torej verjetje, da naj bo umetnost tista, umetniško delo tisto, ki razsvetli posameznika, ko ga zaznava, prav na ta način, da vzbudi njegovo nekako zaspano, otopelo čutnost. Torej, točno to pravzaprav, kar se uresničuje s projektom, ki je tukaj pred nami. Umetnost, ki naj poglobi, ki naj razsvetli spoznanje. Govora govori tudi o tem, da je potrebno izostriti orodja zaznave. Spoznati je zaznati. No in dejansko se pri kipih Mirka Bratuše to spoznanje prebudi v gledalcu, v posamezniku, najprej iz te čutne zaznave. Torej, ki je spet kompleksnejša, kot sicer pri kipu. Kip, ki ga zaznavamo ponavadi z otipom, torej ta haptična, taktilna plat doživetja, je tukaj nadgrajena še s pač toplotno, temperaturno razliko. Ne? Spet toplo, hladno, torej ne samo hladno, te kondense nabira na teh kipih, tako da so prav kot oživljena telesa.